Druga svetovna vojna se je v Sloveniji začela z napadom sil osi na Kraljevino Jugoslavijo 6. aprila 1941. Nemške sile so prodirale iz Avstrije. Pri tem so jih delno ovirali porušeni mostovi in poškodovane komunikacije. 11. aprila sta jo napadli še Italija in Madžarska, 17. aprila pa je po razpadu vojske Kraljevina Jugoslavija kapitulirala. Pri razdelitvi slovenskega ozemlja med okupatorje so glavno vlogo imeli Nemci, ki so upoštevali predvsem lastne vojaške in gospodarske interese, svoje zaveznike pa le v manjši meri. Ti so dobili tisto, česar si niso vzeli Nemci. Meja med Nemčijo in Italijo je potekala od Tromeje, kjer je danes meja med Avstrijo, Slovenijo in Italijo, po Rapalski meji, to je nekdanja meja med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, to je Kraljevino Italijo. Pri spodnjem vrstniku, v bližini Žirov, se je nova meja odcepila od Rapalske in šla proti vzhodu, severno od Ljubljane, ki je bila v italijanski okupacijski coni. Od Ljubljane je šla meja po desnem bregu reke Save proti Hrvaški. Nemci so mejo postavili od 10 do 20 kilometrov od desnega brega reke zaradi zavarovanja pomembne železniške proge ob reki in rudnikov na njenem levem bregu. Meja med Nemčijo in Madžarsko je v glavnem tekla po reki Muri. Nemčija si je tako vzela največji del. Zasedla je Gorenjsko in Štajersko, Italija dobila večino Dolenjske, Kočevske in celotno Belo krajino. Prekmurje so najprej okupirali Nemci in ga nato dali Madžarom. Zase so zadržali 3 vasi v celoti njeno delno, ker je bilo tam večinsko prebivalstvo nemško. Nemci so svojim zaveznikom iz neodvisne države Hrvaške dali 5 vasi južno od reke Save ob nekdanji meji med Dravsko in Savsko banovino in nekaj ozemlja v Halozah pri Veliki Varnici. Bela krajina je pokrajina, ki leži med Gorjanci in reko Kolpo. V Avstro-Ogrski je bila del Kranjske po upravni razdelitvi Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki izhajala iz Vidovdanske ustave pa del ljubljanske oblasti. Ob razdelitvi Kraljevine Jugoslavije na banovine leta 1929 je bila dodeljena Savski banovini. 2 leti kasneje, ko so jo vrnili k Sloveniji, je postala del Dravske banovine. Upravno je bila Bela krajina v okviru okraja Črnomelj. Ta je obsegal, poleg današnjega ozemlja občin Črnomelj, Metlika in Semič, tudi tedanjo občino Radatoviči. V njej je živelo prebivalstvo uskoškega porekla, večinoma grko-katoliške veroizpovedi. Omenjeni del Žumberka je tudi gospodarsko in prometno gravitiral k Metliki, vendar po 2. svetovni vojni ta občina ni bila več del Slovenije. Ob začetku 2. svetovne vojne je bila Bela krajina slabo razvita. Obstajalo je nekaj industrijskih obratov, pomemben je bil tudi rudnik premoga v Kanižarici. Večina prebivalstva se je ukvarjala s kmetijstvom in vinogradništvom, predvsem za samooskrbo. Prometne povezave so bile relativno slabe. Še najboljša je bila železniška povezava od Metlike prek Črnomlja in Semiča proti Novemu mestu in v drugo smer preko Kolpe proti Karlovcu. Po vojaški zasedbi Slovenije je Bela krajina postala del Ljubljanske pokrajine. Ta je obsegala ozemlje jugovzhodne Slovenije, ki si ga je Italija priključila 3. maja 1941. Sprejem italijanske okupacije je bil različen. V prvih dneh vojne so si posamezniki, predvsem iz Suhorja in okolice, prizadevali za priključitev Bele krajine k Nemčiji. O tem lahko beremo v dopisu, ki ga je komandir orožniške postaje v Suhorju skupaj s seznamom 20 podpisnikov poslal v Črnomelj.
Vsi v rokopisu navedeni so po tukajšnjih vaseh pobirali podpise za priključitev Bele krajine k Nemčiji in so potem te podpisane pole odnesli v dneh od 5. do 8. maja tega leta na nemško komando v Brežice s prošnjo, da čim prej pridejo nemške čete in zasedejo, okupirajo Belo krajino, na kar jim je bilo obljubljeno, da bodo prišli dne 10. maja tega leta. Italijani so ostro opozorili, da je Bela krajina del Italije. S priključitvijo k Nemčiji ni bilo nič. Enega od odgovorov na vprašanje, zakaj so ljudje želeli pod Nemčijo, nam je povedal Anton Stipanič. Vsi so se Italijanov bali, ker so večinoma stari možje sodelovali v prvi svetovni vojni in so seveda bili na fronti tudi italijanski. In niso marali Italijanov, pravzaprav če sem čisto iskren, če že okupator, pa so Nemci boljši kot Italijani. A ja? Veliko ljudi je delalo v Nemčiji in so dobro služili, pa so pošiljali denar domov. Med njimi je bil tudi moj oče. Ob obisku visokega komisarja Graziolija v Metliki je Slovenec 24. junija 1941 pisal o čudovitem sprejemu in izkazovanju zvestobe prebivalstva fašistični Italiji. Ob tej priložnosti so na šolski stavbi odkrili spominski plošči v italijanskem in slovenskem jeziku, na katerih je pisalo, da je 2. bataljon 23. polka Como divizije iz Sonco Metliko osvobodil. Grazioli je Belo krajino z vlakom obiskal 17. avgusta 1941. Obisk je začel v Semiču, obiskal je tudi Črnomelj, Dragatuš in Vinico. Časopis Jutro je 2 dni po njegovem obisku pisal o triumfalnem pohodu najvišjega predstavnika države po Beli krajini. Povsem drugače pa je govoril župnik Jože Pokoren v Preloški cerkvi. To nisem videla, kada so prišli, nego videla sam, pa smo bili pri Šmarnica, mladina je bila pri Šmarnica i onda smo se dogovarjali kam bomo šli na nedeljo, kje bomo imeli ples. Sestanke smo imali, to smo šli več za sestanke nego za molit. I onda najenkrat smo videli Italijane da su bili pri Šmarnica, oni su bili strašno pobožni. Na župnik je bil strašno protiv. I on kad je vidjel Italijane da su u crkvi, on je bil tako nervozan, znate, i onda je rekao kada je bral Šmarnici, dekleta, po Šmarnicama počakajte pred crkvijo. I onda smo morali počakati pred crkvijo. I onda je rekla, a Italijani su polog stali, znate, to su bili fašisti, oni su bili pa strašno zagrižnjeni, ti financi su bili u Žunići, to su bili mladi fanti, študenti, oni nisu se u politiku veliko, ti fašisti, oni nisu bili dobri, nismo i niti radi imali, da, i onda je začel župnik, dekleta, zdaj su u Preloki tuji ljudi ki nosijo uniforme. Ako bo htjela šla s temi fanti plesat, ali da bi se s njimi družila, ona ni vredna da bi jo po vojni en slovenski fan povohal, ni vredna da jo obsije slovensko sonce. Mnogi so se odzvali molče, drugi pa so se Italijanom posmehovali. 8. maja 1941 je komandant italijanske posadke v metliškem Sokolskem domu priredil sprejem za uglednejše Metličane. Ob predstavljanju majorju Bruniju je splošno veselost in zadržan smeh povzročil gospod Pibernik z besedami. Sem čevljarski mojster Franc Pibernik, sicer pa predsednik mojsterskega pogrebnega društva in italijanske oblasti vedno na razpolago. Vinčeremo, zmagali bomo, naši lumpi so napisali naprej, ne lumpi. Zavedni fantje so napisali, za vinčeremo vidjet ćemo. Italijanska vojska je v večjih krajih in tudi v vaseh postavila svoje postojanke. Posebne postojanke so imeli tudi financarji kot del obmejnih struktur.
Številčnejše italijanske sile so bile v Črnomlju, Metliki, Semiču, Vinici in Pobrežju. Posebno zavarovana je bila železniška proga od Novega mesta preko Bele krajine proti Karlovcu. In od takrat so Italijani okupirali to Poljansko dolino, so formirali v Starem trgu postojanko v šoli, a ob Kolpi, skoraj v vsaki vasi, so imeli svoje skupine, ne mogoče reči postojanke, nego so bili to cariniki in koji so pravzaprav bili kontrolori na meji. Tako skoraj vsaka vas je bilo po 10 Italijanov financov. Prebivalstvo Žumberka iz nekdanje občine Radatoviči je menilo, da je bila novo nastala meja med Italijo in neodvisno državo Hrvaško tudi koristna. Ustašem je namreč preprečevala vdore v skoške vasi, ker bi ropali in pobijali. Nam je puno koristilo to. Zakaj? Da nije NDH smio tu doći vojska. Jer oni su znali ko smo mi. I da se tu stvara ustanke. I korijeni su naši pravoslavni. Ustaše su, NDH je znao da je Radatović bio opredeljen za NOB. Svoj odnos do meje so imeli tudi partizani. Partizani meje niso priznali. V začetku so Italijani skušali vsaj civilnemu prebivalstvu pokazati prijazen obraz. Ko so prišli Italijani, to je bilo nekje maj-junij leta 1941, moram reči, da je bila to od začetka zelo prijazna vojska, da smo mi bili deležni tudi nekaj makaronov, nekaj riža in da so nas nekako so se prikazali kot pošteni. Ja, jaz bi rekla, da smo imeli mogoče srečo, da smo dosti kulturno vojsko dobili, posamezne ljudi. Niso bili povsod tako, ampak pri nas na Vinici, in ker je bilo te vojske precej, je bilo tudi določeno, da jih morajo ženske po vaseh prati, da morajo njihovo perilo in sploh vse, kar so imeli, in so kar določili, kdo bo k komu šel in v katero vas bo šel. In tako je tudi moja mama dobila 3 financarje, ki so bili mladi fante, seveda zelo prijazni. In ker sem jaz imela takrat sestrico staro leto pa pol, Italijani so pa bili nori na otroke. Oni, che bella bambina, in prosili mamo, če bi lahko jo v roke vzeli, če bi se lahko pogovarjali z njo, če bi se lahko malo poigrali. A upor proti tuji oblasti se je krepil. Razvijati se je začelo partizansko gibanje. Pritisk okupatorja se je krepil spomladi in poleti 1942, ko je slednji pričel izvajati represalije proti civilnemu prebivalstvu. Ajoj, so Italijani izdali ene listke, da bi vsi tisti, ki so šli v partizane, vsem tistim, ki so šli v partizane, da bi jim požgali domačije. Seveda, in ko je prinesel eden obveščevalc te listke, da bi nalepili na hiše, so se naši vaščani zbrali, so rekli ne bomo tako delali. Da bi zdaj mogli nalepiti na hiše unim, ki so mogli več ali manj pod prisilo iti v gozdove. In so rekli, ne bomo, se ne bodo požgali. A vraga, 7. avgusta, zdaj bo menda že 75 let od takrat, so prišli vas, so obkolili, bilo je fašistov med njimi, oni so imeli klobuke pa perja, tiste kot indijanci.
In so lepo, ena skupina je šla, da so po hišah hodili, če bilo kaj za vzeti. Nam pa niso dali nič vzeti. Iz nobene hiše. Pa mi smo še zmeraj mislili, da ne bodo zažgali. In moja mama se zbudi, ne znam, ob 4 zjutraj. To je bilo v Bojani vasi vse. Bojanje vasi. Deca, vstante se, ogenj je v vasi. Ja. Veliko civilistov je nasilno odpeljal koncentracijska taborišča, predvsem na Rab. Del obsežnih ohranjenih seznamov je na sliki. Na seznamu je čisto na dnu tudi Darinka Čop, rojena Šimec. Kaj so vam pa dali za jest? Na Rabu, mislim. Da, to je bilo pa zjutraj. Mi smo imeli, so nam dali ene porcije, mi smo jim rekli gavete. Oni so nam povedali, da so to gavete, take posodice z vročko. Si dobro eno zajemalko nekega zoca črnega, ne? Črna prazna kava. To je bilo zajtrk. Popoldan, ali pa kdaj je pač to bilo, je bilo pa, tako vam povem, na tleh je bil en kotel, to je bilo polovico kotla od recimo bencinskega soda ali ne vem česa, noter je neka tekočina bila, v tej tekočini je plavalo nekaj ali makaronov ali nekaj riža. Edino, pol se spomnim enkrat, ko so bile buče, so nam pa te buče za živino, ne, za prašiče. Takrat je bilo vsaj nekaj gostega, sicer je bila pa to. Čabrancov je bilo dosti z nami, iz Čabra, ne, in so oni imeli svoje narečje in so rekli gava voda ali gola voda, ne. Pa en tak hlebček, jaz imam tak spomini, kaj jaz znam, si kruha dobil. Zvečer je bila pa spet ta voda, ta tekočina, nič ni bilo noter, no, se pravim, ko je s šefarko šel noter, kaj si dobil, ali si dobil nekaj, ali je bila, ne. To je bilo to. Pol že pozneje, ko sem jaz brala knjige o tem, imam to knjigo, je pa pisalo, kaj so Italijani še bi nam nekaj dali, ampak zgleda, da je pa tisto vse nekdo zase porabil. Recimo tam piše o koščku sira, ki ga nisem nikdar videla. Tega se spomnim, ne. Strašno je bilo, ki se ni vrnil doma. I prišle so smrtnice na Faro. To je bila preloka na župnika. To je bilo strašno kada je pridigal. Ja sam bila mlada, sve smo bili da kaj. Pa smo čuli tajemar, pa tajemar. To je bilo strašno kada su bile matere nute. Birička se omrtvila kada čulo da su 2 poginili fanti. Pogoji v taboriščih so bili nemogoči in mnogi so zaradi slabih razmer in bolezni umrli. Prebivalci so za smrt izvedeli od župnikov, ki so podatke dobili sedeža ljubljanske škofije in jih obvestili prebrali pri mašah. Župnik v Preloki, Jože Pokoren, je v začetku leta 1943 med naštevanjem umrlih v internaciji omenil tudi Franca in Jožeta Čadoniča. Cerkvi je bila tudi Frančiška Čadonič iz vasi Balkovci. Ob omembi njunih imen se je nezavestna zgrudila. Franc je bil namreč njen sin, Jože pa svak. V redkih primerih so imeli posamezniki ali pa cele vasi srečo, da so se internaciji izognili. V Žuniče je prišlo 9 Italijanov, a so bili dobričine. Prišli so eno nedeljo, bili 2 kamioni. Nas da bodo pobrali, odpeljali v internacijo. Ali je komandar stal, stop, niente, tutti buoni. Da nikogar ne da smo vsi dobri. I otpravlja 2 kamiona prazna, ni da nas. Svaka mu čast. Čakajte, po Žuničani niste bili internat? Ne, ni Italijan, nas ni dal.
Gino Vekica je pisal, komandir je bil, a je bil u civilstvu, je bil učitelj. To je povedal sam. I ta sestra njegova se zagledala u tega maršala i on u nju. I onda kad je bil, on je bil premješen u Adlešiće i kako je bilo to dobro, znate, ona je rešila Bojančane da nisu šli na Rab, zato kad je on hodil na Bojance i on je lahko po danu šel. I tam je bilo pa glavno i partizansko gnjezdo je bilo tam na Bojanci glavno. Ona je štitila Bojančane da nisu Italijani zažgali, ali pa na Rab otpeljali, za kaj ne bi bil smel on tam hodit. A ta brat je pa ščitil isto da ni Italijana ustrelil, za kaj da je kdo ustrelil, ga bi bili Italijani se maščevali, znate, bi bili talce i požgali bi bili, tako da Bojančani su ostali čisti i nisu šli ni na Rab, ni nikamur. Samo potlije je pa ta, kada je bila končana vojska, su pa oba dva pobegnili, ta Zora i ta maršal skupa, samo oni da nisu su rekli da nisu bežali na tu stranu, nego su bežali na Hrvašku proti Srbije. Znate, oni Bojančani su bili od Srbiji pravoslavni i potlije su rekli da su i dole negde prijeli i oba dva ubili. I to Zoro i nje. Tu pa se nahaja stara cesta, tu su iz Preloke gre, tu su pa peljali Italijani domaćine, Preločane, pa Ziljane, polj v Vinico, na zbirni centar, ki so jo polj peljali na Rab, so jo peljali polj. Bova še eno zgodbo povedal, kako je moj oče, ki je bil iz Gornje Zilj ostal živ. Oni brat so kosili, pa so prišli Italijani iz Žežlja, Izava, vsi so šli Preloko, da niso šli po cesti in so jim zahtevali legitimacije, so jim dali, ali so jim na sreću vrnili in so rekli da se mora zglasiti v Vinici za 1-2 ure. Oni so šli domov iz Košnji in so mislili vsi grejo, pa so gledali na cesto iz Trtja, kolone ljudi grejo, pa so rekli pa gremo mi. Pol je šla mati z njimi, pa je pod klancu bil en senik pri potoku, pa je rekla mati, dajte vi fanti počakajte, tu grem ja videti kaj se v Vinici dogaja, pa če boste šli, boste, če ne. Šla v Vinico, to je bilo ogromno ljudi, kamioni, zdaj kaj je zdravstveni dom v Vinici, tam so bil zbirni centar, pol je ta rekel, ki je bil en domačin tam iz Vinici kot na krajevne skupnosti, je rekel, da so fanti tu in so jim pobrali te osebne dokumente, veli mati niso, pol sam naj bežijo domov, pravi. Zakaj ne bo s temi ljudmi dobro, on je pa ta vedel kam gredo in kaj bo. Tako da so kot po sreći ostali moj stric pa oče živi. Najbolj me je prezadelo, ko so Italijani ubili očeta, starega očeta in še soseda, enega in druga, dva, torej štiri iz vasi so bili ubiti. Zakaj so jih ubili? Nekje revanš radi, ki so bili Italijani ubiti in zjutraj so jih potokli preko sunce, to je bila italijanska taktika, da ne bo kjer obsojen na smrt, da ne sme gledati skajočega sonca. Je mama nesla pa soseda jest, da so zaporti, prišli tam, so že bili mrtvi. Pokop, nišče ne smel jokati, ne smela suza poteči in to je to. Cerkveni pokop v Cerkvosovi in pol pa na skuži je bila straža italijanska. Pravite, da nihče ni smel jokati. Ne. Zakaj nihče ni smel jokati? Kaj so to Italijani ukazali? Da
se za temi ne smejijo, da so to komunisti, a niso bili nikjer pri nobenih nedolžni, vsi štiri. In vaša mama je bila takrat, ko so jo očeta ubili, je bila noseča. Tako. Z vašo sestro, ki sedi tu zraven vas. Tako. Vi ste se rodili potem po očetovi smrti. Po očetovi smrti, 4 mesece, ja. V drugi polovici leta 1942 so Italijani začeli zapuščati posamezne postojanke, tiste, katerih so ostali, pa so močno utrdili. Okoli postojank so zgradili bunkerje, posamezne utrjene stavbe pa so obdali še z bodečo žico. Za izgradnjo bunkerjev so kakšno stavbo tudi porušili. V Ziljah so na primer porušili en hlev in iz materiala zgradili bunker pri hiši ob cesti. Na sliki je rušenje bunkerja po italijanski kapitulaciji. Za mnoge kraje so partizanski obveščevalci narisali natančne zemljevide utrjenih postojank ali ožičenega mesta. Na zemljevidih so bili označeni pomembni položaji različnega orožja in bunkerjev. Običajno so skico spremljali tudi podatki o oborožitvi, številu vojakov in še kakšni drugi vojaško pomembni podatki, na primer, s katere smeri je postojanko mogoče napasti. V manjših krajih so žico gradili le postojanko in nekaj okoliških stavb. Črnomelj, Metliko in Semič so v celoti obdali žično ograjo in bunkerji. Prebivalci, ki so morali po opravkih skozi žične zapore, so bili vsakič legitimirani. O tem govori Marija Koležnik. Med vojno, ko so bili Italijani tu, je bil tukaj prehod, rampa smo rekli. Tukaj in tu so vedno stražili belogardisti in italijanski vojaki. Vedno so ljudje, ki so prehajali preko te rampe, so bili zadovoljni, če so bili na prehodu italijanski vojaki, ker se je dalo lažje z njimi zmeniti kot z belogardisti. Te so bili bolj špičasti ali pa domače rečeno nesramni. Spomladi 1943 so se Italijani odločili, da bodo mejo proti neodvisni državi Hrvaški utrdili. Utrjen mejni pas je bil načrtovan okoli Gorjancev od bližine Kostanjevice na dolenjski strani, od tam na zahod proti Dolžu in nato proti jugu do reke Kolpe. Načrt je predvideval zaporno ograjo iz bodeče žice in vsakih nekaj 100 metrov bunker oziroma različne vrste utrjenih stavb. Kjer bi zapora prečkala cesto, so načrtovali kontrolno mesto za preklet potnikov in vozil. V Beli krajini so začeli z gradnjo zapore pri železniškem mostu čez reko Kolpo pri Rosalnicah. Od tam so gradili zaporo vzhodno od Rosalnic in nato v smeri Grabrovca. Pri železniškem mostu je bil prvi bunker, zgradili so še 4. Glede na ohranjena poročila so intenzivno gradili še avgusta 1943, ko je bil njihov konec že zelo blizu. Svoje vtise o bunkerjih in žici v Metliki in okolici je v svoj dnevnik zapisal tudi Lojze Jože Žabkar, župnik v Črnomlju. Zapisal je tako: 2. avgusta 1943 metliški prošt Alfons Klemenčič danes goduje, zato sem se ob 11. odpeljal k njemu. Metlika, sami bunkerji, žice, jarki, Italijani še zmeraj napenjajo žico. Rosalnice slamna vas. Čemu, ko se imperij podira? Mnogi lepi spomini me vežejo na Metliko. Tu sem bil pred 6 leti kaplan in sem se odlično počutil, a danes je vse drugače. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je Bela krajina postala osvobojeno ozemlje, ki je do konca vojne doživelo le še nekaj padov Nemcev in Ustašev. A je bil kakšen vdor takrat Ustašev ali pa Nemcev ali kaj takega? Ni da bi govoril, Ja, ker so Ustaši pri nas delali.
ogromno škode so naredili. Požgali so Adlešiče, vse hiše. Recimo pri nas so imeli partizani skladišče municije v kleti. Pri sosedu so imeli eno tako mini trgovino, imeli so šolske potrebščine in take stvari. In našega starega ata so ob zid pritisnili in ga prebunkali, ki jim ni pustil v klet iti. Kaj jim bo pustil, če je bila municija notri. In potle zbali smo se, vsi smo začeli jokati, tuliti, izpraznili smo hiše, vse živo, ker kaj niso z šilicami tu potekli, so potle iz mržljak streljali z unimi paletnimi metki, da so požgali. Recimo naš skedenj so potle iz mržljak zažgali z unimi metki. Da ne govorim, sosedovo vse živo. Ko so požgali, Ustaši so požgali. ne vem kdo, imeli so te uniforme, ampak bom povedala do konca. Mi smo iz Gmajne domov prišli, pa je mama nam spekla jajca, pa je nesla v hižo tam v kot, je rekla, deca, hote jesti, mi smo tam. V tem pa vidimo skozi oken, ko je eden išel proti hiši, pa je vzel listek, pogledal na listek, pa na hišno številko, vzel šibice pa zažgal. In, kak se spominjam, prvič so prišli ustaši v novembru 1943 na naše slovensko ozemlje. Takrat je bilo že svobodno osvobojeno ozemlje. In takrat so zažgali tukaj nam sosedom gospodarska poslopja, tako da je gorelo pri nas, pri Štuparjevih, pri Vrtačičevih, Milčinovičevih in v Križevski vasi pri Milekovih. Zažigali so samo gospodarska poslopja. K nam so tudi prišli ustaši in nas postrojili ob steno, in ker so bili domačini iz hrvaških vasi, ki so moj oče in mama so jih dobro poznali, so samo zahtevali, kje je brat, ker so vedeli, da je šel v partizane. Stali smo ob steni, da nas bojo postrelili. Jaz se tega vse spominjam, ne vem pa, kak so govorili starši, da je prišel en nemški oficir in je nad ustaši skričal, da so nas pustili pri miru. Odpeljali so nam pa prašiča. In to kar lepo urejenega. Nemci so skušali uničiti partizansko gibanje tudi z bombardiranjem posameznih lokacij, za katere so predvidevali, da se na njih nahaja vodstvo partizanskega gibanja. Mi smo bili na njivi, jaz pa moj sin, pa moja tašča, moja mama, smo koruzo sadili tam dole. Ven iz Dragatuša smo imeli njivo in tam smo koruzo sadili. Ko so začeli leteti avione, štuke so bile. Štuke. Po te strani so prišli. Ščenovno so prišli, so leteli tako in začeli streljati. Mi pa od straha nismo znali kaj, sem malega sem ga tako stisnila pod ramo, pa tako sem se dol držala, pa gor naslednja njiva, ena je bila prazna, druga je bila pa tako velika rš. In tam smo se vlegli na tla, da smo se stiskali na tla, mali se je nosek zaril v zemljo, ko smo ležali in zaspal mi je tam. Mi smo pa ležali, od druge strani so pa prišli voli, znate, voli, ki so orali na drugi njivi delec stran. Ja. So pa bili vklenjeni in so imeli vzad plug. In so vlekli za sabo in lete, toliko od nas so šli, da
še znaš. Toliko so šli pod nami, kak smo straha žili. O bombardiranju Črnomlja 3. oktobra 1943 je svetovna popotnica in pisateljica Alma Karlin zapisala: Mesto je bilo podoba razdejanja. Jarkih, prevrnjeni železniški vozovi, nova proga čisto uničena, tiri odstranjeni. Če po ničemer drugem so Nemci vsaj po tem razdejanju sprevideli, da se jim ne splača znova zavzemati Bele krajine. Na cestah so povprek ležala orjaška drevesa z vejevjem mred, da vožnja po njih ni bila mogoča. Neredko pa so pod njimi tičale skrite bombe ali razstrelivo. Za tovarnami so po letalskih napadih ostale samo še ruševine. Z okupacijo in postavitvijo državne meje med NDH in Italijo na Kolpi in Žumberku so nastale nove okoliščine tudi za gospodarstvo. Prebivalci z obeh strani meje so imeli posestva tudi na nasprotni strani reke. S postavitvijo meje se gospodarjenje s temi površinami zelo otežilo. Meja zaprla tudi stare trgovske povezave. Ne glede na vojno in mejo pa so jih ljudje želeli ohraniti. Ne tako redko so jih gospodarske okoliščine silile prekupčevanje z različnim blagom. Tako so si zagotavljali tudi osnovne stvari, ki na eni ali drugi strani meje niso bile dostopne. Meje pa si praviloma niso več upali prečkati, a ne zaradi italijanskega ali kasnejšega nemškega nadzora, pač pa zaradi ustaškega nasilja. Tudi vsi ostali so se tu zagibali. Imamo tega trgovca v Suhori, ki je šel tudi prečkati mejo, ker je trgovec pa brat nekaj nabaviti kot trgovec, da bi kaj nabavil, pa so ga dobili ustaši in so ga preprič zaklali, da se niso upali ljudi hoditi čez. Kaj hodili čez Kolpo takrat, je bilo treba kakšne... Ne, valje v začetku, da, samo potle pa je bilo strogo. Mi, na primer, mi smo imali ene lepe konje, tata je imel, i onda je videl kad se vojna začela, onda je prodal te konje. I potle je pa jen Priliščan na šverca, znate, nekako je došao s njim u vezo i onda da je te druge konje kupil, pa grde, rekli je to budu i tako pobrali, to bo šlo u vojnu, onda je pobral, so i, kako bom rekla, Tana je dopeljal do Kolpe i onda je prepeljali ta Priliščan, Hrvat. Hrvat, ja. Da. Iz hrvaške strani je prepeljal do Kolpe. Da, teke u Karlovcu je bilo dosti cenije to živino i tam ga je oče počakal i plaćal mu i dobro. Poslije nas je pa jen izdal, da smo preko ne bi bili smeli znati Hrvaškega. Onda nas je jen izdal, onda je došao ta Preločan je bil, samo ne iz Preloke, nego je bil iz Semiča tu priženjen. Onda pride jedno jutro da li imamo mi zajca za posudit. Da bi zajca, da je vidjeli smo u resnici dopeljali te konje. I onda nas je prijavili Italijanom, onda je nekako tata da nisu s Hrvaškega, nije bilo treba onda tolike te papirje, znate, ki nismo imali kade niti dobiti te papirje. Rekli da nisu s Hrvaškega i toliko su bili dobro da su verovali da nisu s Hrvaškega, drugač bi bili kaznovani. Kje so pa te konje peljali čez Kolpo? U Škavurini. Kje je to? To je pod Prelokom. Sada nije nikoga u Preloku. 3 hiše su bile. Da, tam je niska voda. A se je še kaj drugega švercalo poleg konju? Da, kaj da se je švercalo? Kaj? Naprimjer, ja nisam imala čevlju. Tu se nije dalo dobiti. Mi nismo mogli, naprimjer, u Črnomlj, ako su bile one točke, ali kaj je bilo, ako si kupilo obleko, su ti odrezali te točke, nisi mogao čevlju si kupiti. Ako si čevlje kupil, nisi mogao riža, ali cukra, ali kaj kupiti. To je bilo tako. I onda mi je jedna ženska, ki je neka zlata bila, ona je hodila u Karlovac i ona je na šverc šla čez tu Škavurini, onda je prišla iz Škavurina, onda
I mama je prosila da ako bi zame čevlje kakve dobila tam, da rekla bom, samo bute mi morali eno balico platna dati. To je, znate, kaj smo doma tkali domače platno i nismo za te čevlje dali eno lepo balico, koliko je to bilo? 7 sežnjov. Sežanj je bilo 4 metra, koliko je to metrov domačega platna. 7x4, 28. 28 metrov. Da. Toliko. Da. I to su mi još malo premali bili da sam toliko teško, ali to sam nosila, ke druge ja nisam imala. I sol, na primjer, ki so bili tu iz Gorskega Kotara, se šlo i onda su nosili hrano, tam su pa najveći bili ti delavci, gozni delavci. I onda su nosili im hrano i sve, tako da su dobili kako kilo soli. Aha. Kaj pa, ko so oni še kontrolirali to mejo, Kopo, ne, a se je kaj švercalo čez, je bilo kaj tak tihotapilo? Kaj pa? Je, konja so pa tihotapili, marsikaj. Kdo je tihotapil pa, odkot? Iz Hrvaške pa v Italijo, sem k nam, tihotapil hrvaške konje. Kdo je pa tihotapil? Taki so bili trgovci, kaj bi rekel, civili, ne. Ja, mislim, Slovenci, ne? Ja. Aha, a to iz Brega ali iz... Ne. Odkot pa? Bili so dalj tam iz Zapoje, več, od Črnomlja balje čak iz. Aha. Tam so se spoznali tako z ljudmi, da so se kupili konja, kaj tako pa so pripeljali prek tam. Kje so pa peljali konje čez? Izpod jeza tu našega. Aha. Pa v Darnuzu tudi, tam se pa en iz Zapolja celo vtopil. Kdo se je vtopil? Tak je spretel čez. Ki je konje čez peljal? Ja. Nekaj je se dolno padel, pa ga je konče mahnil po glavi, skopito ga je plaval in je ostal v vodi. Aha. Tudi to, ker so s konje preprodajali, ne, so zaslužili za polovico konja. Tako da je bilo kar zanimanje za ta posel, ne. So se kar trpeli, so prepodovali so v zimskem času, ne. Pa ko je bila reka velika, narasla, ne, pa so vseeno čez vozili. Tako da razne stvari je bilo, so tudi v reko morali doskrat, vsi premočeni, premrženi, prišli, to so glavne fante delali. I živali tudi po hlevu, pa to vem, so prepodovali, kako so jih s odejami pokrivali in drgnili, da so prišli vsi skupaj k sebi. Od mraza? Da. Posebna okoliščina v vojni pa je bilo tihotapljanje ljudi čez mejo. Precejšnje število Židov z Hrvaške je v prvih letih vojne bežalo iz NDH v Italijo prav preko reke Kolpe. Zdaj ljudi so tudi, ne, Židi so tudi prehajali tudi, Kolpe, zdaj Italijani so imeli stražo tu in polje tam 1 kilometer gori, pa dol je ravna Kolpa, ne. Pol pa tam malo zavija, ne, pri Gribljah in tam več niso imeli onih pogleda, oni po noči niso hodili po Kolpe, so bili tu samo na straži in tam so polje preko Kolpe to prepeljevali, ne, predvsem konje. Tudi kako drugo, pa ljudi, ne. Ljudi so tam, oni hrvaški, nekateri državljani so vozili čez te Žide. To vem, so prepodovali, so bili bogati, tako da se zgodilo, da so tudi katere okradli. Kdo jih je okradil? Ti, ki so jih vozili čez Kolpo, v čovnih, ne. So jih, ko so prišli na drugo stran reke, so skričali, da so Italijani, bežimo, oni so poskakali ven, oni pa so s čovnom polnimo robe pa nazaj, na Hrvaško pa so. Tako da bilo je kar hude stvari. So bili kar, ja ne poznam, so bili kar bogati po vojni zaradi tega. Kaj so pa Židi nosili se sabo, da so jim pobrali? V glavnem so, prtlago so imeli to, kaj so, drugače so imeli pa denar, zlato.
Glavnem zlato, te cekine so imeli. Jaz se spominjam, še ko sem bil ja v šolo hodil, ki so ti oče pa mati zobi delali, pa so šli na Hrvaško kupiti te cekine. Pa so zobarom nesli, da to so bili. To je bilo kvalitetno zlato in to je ta cela dolina je s temi cekini si zobi delala. Posamezniki so v Ljubljanski pokrajini ali drugje v Italiji vsaj nekaj časa dobili zavetje. Ne tako majhno število pa jih je bilo kasneje žrtev Nemcev, ki so zasedli Ljubljansko pokrajino. Umazano vlogo pri predajanju prebeglih hrvaških Židov Nemcem so odigrale tudi slovenske kvizlinške strukture. Velike žrtve vojne pa so bili tudi otroci. Onemogočeno jim je bilo mirno odraščanje v krogu družine. Mnogo otrok je bilo namreč svojimi starši, pogosto le z materjo, poslanih italijanska taborišča na Rabu, Gonarsu in drugam. Otroci so bili priče različnim zločinom, napadom na starše ali njih same. Takrat nas je bilo pa strah. Meni je mama dala 16 metrov blaga domačega, ki so s konopljo zrihtali, ki se zdaj ne sme ni vohati. Mi smo blago delali iz tega. Pravi, nesi sine hitro, nesi, pa vrži tam nekam na njivu. Mi smo bili malo, ja, na sredi vasi smo mi. Ampak med Italijani si lahko še malo pobegnil. Ampak zamislite si, ona je nesla en košček svinjskega mesa, ne vem, krača, kaj je bilo v predpasniku. In tisti Italijano gleda in potegne nož, talet smo mi rekli, tak kratek, in da jo bo. Če bi mene takrat streljal, jaz sploh ne bi čutil. To okameniš. Ha, moja mama, daj mi, to sem ti. Pa me daj. Pa povej, kaj sem kriva. In ta Italijan je šel malo stran in začel se je z robčkom solze brisati. A mama moja je imela pa glih rezance razsukane na mizi sušila. Petrolejka je visela nad mizo in je s palcem mahnil po oni petrolejki, da se petrolej in vse po oni rezancih razlilo, ki so bili, sušili so se na mizi. Mi spet jok, deca. Mamo, kaj bomo jeli? Pravi, deca, tiho, krompira imamo. Kaj češ drugo? To je bilo takrat, ko je bil ta ustaški vdor. Ja. To je važno, da vi poveste, veste, kdo? Ustaši, ja. Bome, ne Nemci, Ustaši so bili, se smo jih videli po ksihtu in so hrvaško govorili. Oteženo je bilo tudi njihovo izobraževanje. Pouka morda sploh ni bilo, ali pa je bil le kratkotrajen, odvisno od vojaškega položaja, usode šolske zgradbe in učitelja. V šolo smo vsi otroci iz Ilj šli v Prelog, to je bila naša osnovna šola. Spominjam se težkih dnevov, ko so prišli italijanski vojaki v Ilje. Najprej so bili tako zvani fašisti, kratek čas so bili v eni hiši. Za njimi so prišli financi in so se nastanili v 3 hišah. Pred hišo, ko smo šli otroci v šolo, pred eno hišo je bila tako zvana rampa, rešica, in tu smo morali pozdravljati buongiorno. Onda so nam odprli drugo stran, pa smo šli mimo njih. Nismo šli po glavni cesti v Prelog, nego po Preče, tako da je bilo bliže. Tam so nas dali zaustaviti partizani. In v glavnem so bili iz Hrvaškega. In oni so nam pokazali, kako moramo njih pozdravljati. Pa smo se znali
zmotiti, pa smo govorili buongiorno, pa su nas malo ne kregali nas, onda su nas naučili da govorimo smrt fašizmu, sloboda narodu. I tako smo šli u školu i u školi smo morali tudi pozdraviti buongiorno.